Dober dan, od srede do srede. Kolega Janez Markeš Živijo, lepo zdrav sem. v uvodu vabiva poslušalke, poslušalce, gledalke in gledalce, bralke in bralce, da se naročijo na delo.si. Midva pa nadaljujeva nekje tam, kjer sva prejšnji teden končala, in sicer odločitev ustavnega sodišča povezana z tem orjaškim omnibus zakonom, ki po odločitvi ustavnega sodišča lahko gre na referendum, oziroma bolj natančno, se pravi, pobudniki lahko začnejo zbirati teh uradno overovljenih 40,000 podpisov in bodo to v naslednjih dneh tudi začeli. Tukaj je zadeva do neke mere triki, ker omnibus zakon vsebuje tudi davčne določbe, o davčnih določbah pa naj ne bi glasovali na referendumu. Se pravi, ustavno sodišče je tukaj naredilo neko interpretacijo, ki izhaja predvsem iz tega, da je pravica do referenduma ključna, medtem ko je med vrsticami pripoznalo te določbe o davščinah pravzaprav kot nek urinjen tujek, ki je urinjen prav zato, da referendum ne bi bil mogoč. Ja, tu je treba pač opozoriti na dve pomembna poudarka. Namreč ustavno sodišče je to odločbo sprejelo z ogromno večino. 7:1. Tako, 7:1, to je ogromna večina. To se pravi, to je izredno pomembno, kar pomeni, da je materija izredno težka in v smislu varstva ustavnih vrednot zelo pomembna. In se v nekem doglednem času to tudi sprejeli. Druga je pa pač ta, da so dali vzporedno, poleg vse te dileme, ki si jo ti povedal in obstaja, pravzaprav ostaja, so dali vedeti, da je tehnika omnibus zakonov sama po sebi sporna in napačna in da je mogoče vse te materije skozi parlament obravnavati in sprejemati v več paketih, v ločenih paketih. In to je bil tudi argument tisti, ki so zbirali podpise, oziroma tisti, ki so nasprotovali temu omnibus zakonu. Zakaj? Zato, ker je šlo za pravzaprav političen vdor v nekaj, kar je normalna ustavna procedura, oziroma parlamentarna procedura, oziroma zakonodajna procedura. To je bilo narejeno takoj na začetku, se pravi v času, ko vlada še ni bila sestavljena. Ad 1, ad 2 pa v času, ko je bilo jasno, da je kandidat za predsednika vlade dal jasno vedeti, da če tega ne sprejme, on tudi ne bo sprejel kandidature za predsednika vlade. Zdaj, ta omnibus zakon, kakor je bil namenjen nekemu tihemu udaru, političnemu vsaj udaru, se je izkazal za ene sorte strel v koleno, zaradi tega, ker ko enkrat ti dobiš pravico ljudstvo dobi pravico do referenduma, se potem vse vsebinske določbe zakona tako ali pa drugače ustavijo za 1 leto. Ja, In to je problem za predlagatelje tega omnibus zakona oziroma interventnega zakona. Ustavno sodišče je pač reklo, da ni razloga za neke hitre intervencije. Zdaj se je pa predlagateljem hitra intervencija spremenila v coklo. To bo zdaj potekalo zelo počasno. Ampak več cokl, zaradi tega, ker je omnibus sestavljen širokega spektra ukrepov, bolj ali manj v oklepaju nepotrebnih, in to pomeni, da po sedanji zakonodaji, če ne bo spremenjena, to se pa lahko zgodi, ostaja materija nedotakljiva. Ja, to je, veš, tista igra, ko se na pikado, ali kaže tiste palčke, veš, ki jih vržeš na mizo. Mikado, tako je. In zdaj bomo padli v proces, ko bo treba palčke vleči ven, tako da se druge ne bi premaknile, in to bo trajalo, to bo vzelo nek določen čas. Ustavno sodišče je pač povedalo, da se v nekem zakonskem procesu ne meče mikada.
Ampak je to treba delati na en civilizacijsko ali pa v redu politične kulture urejen način, umirjen način, nestresen način, premišljen način, ne vem, kaj bi vse še lahko V naštel. obeh primerih je pa mirna roka pomembna. Tako je. Ne? In tukaj gre pa za veliko nervoze in bojim se, da gre celo za stopnjevanje, da je želja ravno v tem, da se nervoza stopnjuje, da se stopnjuje to, kar sogovorniki zdaj v kulturi rečejo, da se ustvarja vzdušje panike. To pa za demokracijo nikoli ni dobro. Panika nikoli ni dobra. Ne? Dobar, ampak zdaj jesen ni še pred vrati, ampak bo kmalu, referendumska jesen. Ja, seveda bo. Ne? In tako, ne. Prišlo bo in že prihaja pač do manevrov, da bi pomen tega omnibus zakona oziroma referenduma o omnibus zakona čim bolj zameglili, zmanjšali, kakorkoli že. Ne. S tem se bomo ukvarjali pač jeseni, ko bo za to potrebno, in s tem se bo verjetno tudi civilna družba ukvarjala in pa predlagatelji referenduma. Ne. Na vsak način bo treba iti še enkrat po 40.000 podpisov, kar bo imelo spet neko določeno mobilizacijsko moč, ne, ker takrat, ko se ljudje mobilizirajo za to, da dajo prvi podpis, običajno v še večjem številu, potem dajo tudi drugi podpis. Ne. Z drugi referendumi bodo verjetno namenjeni temu, kot se zdaj te, ki jih bo predlagala koalicijska stran oziroma konkretno SDS, bo verjetno namenjena temu mobilizaciji svojih volivcev, zato da jim bodo preprosto, ne glede na to, ali so zakone prebrali ali niso, preprosto povedali, tukaj ste za, tukaj ste proti, tukaj ste za, tukaj ste proti, če hočete biti na pravi strani, prave strani. Ne. In tu se bo spet vnela neka ideološka bitka, nek ideološki boj, ampak to je, kot rečeno, poglavje za jeseni. Ne. S tem se bomo pač takrat ukvarjali. Ne gre pa spregledati tega, ne. Se pravi, mi smo zdaj v metodi Mikada, ne, v neki mikroskopski metodi. Ne. Mislim pa, da bi bilo prav, če mi dva pogledava še majhen iz distance, iz razdalje, v tlorisu, ne. V tlorisu nekega družbenega dogajanja in v tem, kaj vse se dogaja vzporedno s tem, ko je Ustavno sodišče presodilo. Jaz sem že napisal v sobotni prilogi, da je precej očitna intenca zdajšnje oblasti, ki je v bistvu popolnoma podrejena enemu samemu vodji, in to je predsednik vlade, da pride do ene vrste delegitimacije zdajšnjega ustavnega reda. Se pravi, namera predsednika vlade v vseh njegovih izvajanjih, že s tem, kar je začel v Bovcu, je, da sta v obstoječi konstelaciji veljavni pravzaprav samo dve veji oblasti. In to je tisti dve veji, ki sta zliti zdaj tako rekoč v eno vejo oblasti. To sta zakonodajna in izvršna oblast, ki sta obe dve podrejeni eni roki. Medtem ko je tretja veja oblasti, pravzaprav bila že tradicionalno označena kot krivosodje, v zadnjem času so se pa pojavile interpretacije, da je pravzaprav Ustavno sodišče tisto, ki uzurpira voljo ljudstva. Še to, da gre za neizvoljeno oblast. To je že v Bovcu Janša povedal, ne, kar je zelo, kako ne rečem, vljudno, pogumna izjava, nekoliko bolj trdo rečeno pa poniglava izjava. Ne. Namreč, čeprav razumem, Janša je dobil za svojo SDS, koliko so rekla, 27,9, mislim, da procenta glasov, od tistih, ki so prišli na volišča, ne od vseh, z volilno pravico. Ne. To se da prevesti seveda tudi v absolutne številke slovenskega življa, prebivalstva, ljudstva, in to je kriterij, po katerem se lahko meri voljo ljudstva. Po drugi strani je pa tudi vlada nastala na način, ki je evidentno zaobšel voljo ljudstva, ne, zaradi tega, ker že velikokrat so tukaj povedala, ne. Tu so bili triki, tu so bile premetanke in predvsem ogromno laži in prevar. Ne, ampak že tako, veš, po ustavnem redu je tako, ne, da Državni zbor naj bi odseval voljo ljudstva. Potem pa ta Državni zbor kot eno zakonodajno telo na eni strani postavi vlado, ne. Marsikdo od ministrov, ki jih imamo v vladi, niti približno ni kandidiral na volitvah, ne. Se pravi,
velik del ministrov na politični funkciji ni zaradi izrecne volje ljudstva, ampak zaradi odločitve parlamenta. Isto velja za sodno vejo oblasti, ki je postavljena v parlamentu. Ne? Pravi, če gremo gledati, kje volja ljudstva pride neposredno do izraza, ne? Pač v sestavi parlamenta, pa v osebnosti, ki zaseda predsedniško palačo. Ja, verjetno se boš spomnil sestave pred tolikimi leti, desetletji celo, ko so bili ustavni sodniki Peter Jambrek, pa Jerovšek, pa Lovro Šturm, Matevž Krivic in tako naprej. Boštjan M. Zupančič. Tako. Takrat se spomnim, takrat sem jaz delal tudi intervjuje in mislim, da je tudi Jambrek, predvsem pa Lovro Šturm, ki je bil profesor na pravni fakulteti, so redno izrekali trditev, kantovsko trditev, namreč, da je nad ustavnim sodiščem samo še modro nebo. Se pravi, o sodbah, in to upravičeno, da ne bo pomote, o sodbah ustavnega sodišča se ne diskutira, ampak se jih preprosto sprejme kot aksiome. To tako je in nič drugače. O tem se ne diskutira, o tem se ne parlamentira, tega se ne preizkuša, ne daje se v kontekste, lahko si nezadovoljen, ampak se jih brezpogojno sprejme. Pod nobenim pogojem pa se ustavnega sodišča ne diskvalificira. No, zdaj sem prebral mislim, da je bil naš kolega Cirman tisti, ki je v portalu Necenzurirano izpostavil nedavni intervju Petra Jambreka, ki je pravzaprav ponudil vladi delegitimacijo ustavnega sodišča. Oziroma ponudil je način razmišljanja, ki bi lahko pripeljal do delegitimacije razmišljanja. In potem imamo tukaj nekaj, kar je pa izredno nevarno, kombinacija militarizacije, to se pravi Žan Mahnič, njega imam pač v mislih, ali pa Jelko Godec, recimo. Žan Mahnič je tukaj najbolj ekstremen in najbolj primitiven primer. On je nekje napisal, da je ustavno sodišče marksistični krožek. Ja, to je bilo mišljeno kot diskvalifikacija. To ne pride kot izraz iz teoretske psihoanalize, ampak kot diskvalifikacija iz najbolj primitivnega arzenala političnih diskvalifikacij. Pa naj se ustavno sodišče preseli v Lendovo. Tako, čudno, da jih ni v Moskvo poslal. No in zdaj Boris Vezjak je v svojih vedno pronicljivih analizah to povezal s tem, kar je Mahnič nekoč predlagal ljudem kot, češ, oborožite se zraven za pripombo na legalen način, ampak oborožite se zato, da boste sposobni reagirati, ko bo za to potrebno. In v kombinaciji z izjavo, da je ustavno sodišče tako rekoč leglo nekih levičarjev, ki so izgubili stik z ljudstvom in z realnostjo, v kombinaciji tega, kar je tako rekoč tihi ideolog, nekateri govorijo Mefisto že v zgodovini, Peter Jambrek predlagal v javni razmislek, da v trenutku, ko je ustavno sodišče na nek način odmaknjeno od volje ljudstva, ga je pač možno delegitimirati. Delegitimiratii na ta način, da se ga pač ignorira, in potem nastane neka ustavna kriza, nad katero se pač reče, pa kaj, gremo naprej, v smislu psi lajejo, karavana gre naprej. To pa je izredno, izredno nevarna pozicija in uvod v neko agendo, na katero ves čas že opozarjamo pravzaprav. Se pravi to, da se ena veja oblasti, predvsem pa ena stranka, ki je uspela v 3 zamahih podrediti vse druge in z neko skrajno majhno, ekstremistično in nerelevantno stranko, tako rekoč sestaviti popolno oblast, bi pa to lahko vodilo v razsutje slovenske ustavne demokracije, ki se pa obenem tudi sklada z interesom tega, kar se je dogajalo v predvolilnem času z temi predvolilnimi fintami, da ne omenjam še enkrat Black Cuba in delegitimacije, da ne govorimo o tem, kar se dogaja Sanchezu zdaj, da ne govorimo o tem, kar se dogaja v celotni populistični internacionali, avtokratski internacionali. Na to moramo biti pa izredno, izredno občutljivi, po sistemu, kaj nam pa morejo, ko lahko vsak minister igra malega kralja, ko bo prišel nek lobby
na Ministrstvo za kmetijstvo, pa bo rekel, v Triglavskem parku hočemo imeti še dodatne kapacitete za neke kmetije, on bo pa to zrihtal in se bodo vsi demokratični postopki za to ustavljali, bypassali in se ljudje zdrobili v nerganju, ne pa v konkretnih posledicah takih dejanj. Se ne bodo kmetije, se bo hotelski kompleks, ki ga bo financirala. To bo pa neko drugo ministrstvo počelo. Ne? Če se spomniš takrat, ko je Vizjak hotel nekaj podobnega početi, dobil... Analogija je na Albanijo. Ne? Tako je. Točno tako. Analogija je na Albanijo, ampak če se spomniš takrat, ko je tedajni minister Vizjak hotel tako rekoč vode sprivatizirati, ne? So na glavo dobili največji referendum vseh časov v Sloveniji, to je referendum o vodah, ki je poenotil leve in desne, zgornje in spodnje, vse skupaj proti temu. Ne? In potem to kar nekako zvodenelo. Ne? To je nekaj, kar se v teh referendum o vodah je zvodenel. Namera, da bi privatizirali vode in gradili hotele zraven. Na sotočju ene in druge Save. Tako je. Recimo, to je ena od agent, druga je bila pa nižji dol tam, ker je Vizjak imel nekaj interese. Skratka, to je nekaj, kar ljudi spravlja v tesnobo, v slabo voljo, češ hočemo živeti v dobri državi in v miru. Ne? In nam nikakor ne uspe živeti v dobri državi in v miru. Ne? In to Mahničevo ropotanje, ne, ki ni samo ropotanje enega polizobraženega, brezobraznega človeka z izredno nizkimi manirami in nikakršno državniško zavestjo, gre v bistvu za spet pilotnega politika, ki sondira teren, koliko daleč se to sme. Tako je pač moje prepričanje. Ne. Temu sta namenjena v Evropskem parlamentu, bi temu Grims namenjen, tukaj je Mahnič, ne, ali pa izjavi Jelke Godec. Bomo pa videli na referendumu, kdo je proti znižanju davkov. Ja, nihče ni proti znižanju davkov. Ne. Problem je samo v tem, da mora biti to realna zgodba, v kateri bo država še vedno lahko zagotavljala socialne pravice in socialno državo. Ne samo pitala bogate in prebogate in predvsem ne bogate iz sposobnosti, ampak iz takih le mahinacij, kot so omnibus zakoni in so predvsem pa, to je omnibus zakon, ki smo ga videli, ki smo ga dobili na mizo. Koliko je bilo pa omnibus ukrepov, ki so nastali pod mizo. Ne? Skratka, gre za, zdaj smo v tlorisnem pogledu, ne? Gre za pogled na neko družbeno sliko, ki je vedno znova najedana in če smo že pri obletnicah povodni, no to je prava povoden. Ne? Povoden v fizični obliki je bila rešljiva, ne pač v nekaj letih. Ta povoden, populistična, avtokratska povoden je pa strašno nevarna, manj vidna, bolj jo je mogoče zamegljevati, bolj jo je mogoče aranžirati v spopad med ljudmi. Ne? In prvi lakmusov papir, kako to deluje kultura, oziroma pač kulturna ta tesnoba in eksistencialna ogroženost samostojnih kulturnih delavcev za podpisanimi pogodbami, ki več ne vedo, ali bodo dobili svoj delež ali ne iz podpisanih pogodb. Veš, v pravu in v pravni državi pa velja preprosto načelo, ki so ga včasih Jambrekovi izrekali zelo na glas. Pacta sunt servanda. Ne? Pogodbe je treba spoštovati in izvrševati. Ne? In samo za to gre. V tem primeru sploh, ne, pri ustavnem sodišču pa sploh, še toliko bolj, ne, namreč smo v situaciji, ko moramo biti neskončno občutljivi na to, kaj Janševi, kako ne rečem, kako ne rečem, da ne bom pretežek, pritlehniki, ne, zdaj sondirajo in preizkušajo. Mahnič je prvi med njimi. Ne. Se pravi, napad na ustavno sodišče je silno nevarna stvar. To je moja poanta. Dobro, s tem skleneva, pa z vabilom pejte na delo.si pa se naročite. Nadaljujeva naslednji teden. Hvala, kolega Markeš. Drži.